Ta hip pristaja helikopter, ki je prišel iz Kranjske Gore v Planico. Vas pa, če ni strah letenja ali pa če vas je, povabim na virtualni polet s helikopterjem. In že smo v helikopterju. Z mano je pilot Aleš, moje ime je Gašper Andrinek in že vzletamo nad nordijskim centrom Planica, ki je eden najsodobnejših nordijskih centrov na svetu. Tam zadaj so skakalne naprave, nas seveda še najbolj zanima tista velikanka tam zadaj, kjer se lahko leti vse do 250 metrov. Tukaj je pa gora Cipernik, tam zadaj so Mojstrovke, nad nami desno pa lahko vidite Ponce, zato se tudi reče dolina pod Poncami. Poglejte, prizorišče je pripravljeno za skakalni praznik v Planici. Poglejte, kako lepo se vidijo skakalne naprave. Na velikanki lahko vidite tudi že znamenite planiške pripravljalce skakalnic. Letos je planiška velikanka izjemno dobro pripravljena. Zdaj pa že gremo po dolini proti Kranjski Gori. Vidite naselje Rateče in zdaj bomo kmalu tudi nad Zelenci, kjer izvira Sava Dolinka. Dolina ločuje Julijske Alpe in Karavanke. Veste, tukaj spodaj je nekoč bila tudi železniška proga, vse do Rateč, kjer je bila železniška postaja Planica. Na desni strani zdaj pa lahko vidite tudi znamenito progo pod Vitrancem, kjer potekajo tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju. Pod nami pa naselje Podkoren, ki ima kar malce zapleten naglas. Lahko vam pomagam z enim stavkom. Naselje Podkoren ima naglas naporen. Letimo proti Kranjski Gori in na desni strani lahko vidite so smučarske proge v Kranjski Gori. Imajo letos zelo dobro sezono, pravijo, da imajo snega dovolj, da bo smuka trajala še kakšnih par tednov. Letos je to že 120. obratevalni dan, medtem ko so jih lani imeli samo 108. In če bo šlo tako naprej, naj bi imeli sezono odprto do 2. aprila. Zdaj pa že pristajamo, kjer, poglejte, že čakajo naslednji potniki, da se zapeljejo s helikopterjem v Planico. Midva sva bila Aleš in Gašper, poglejte si posnetek na Valovskem YouTube kanalu in Facebook profilu.